Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Prisrčno dobrodošli na današnji otvoritvi že tretjega sejma kreativnih idej. Ste sredi razstavne zbirke, ki združuje 18 različnih kviltov, umetnin, ki so jih v okviru spomladi razpisanega natečaja Marinas Quilt Studia ustvarile izjemne slovenske ustvarjalke. Najprej smo rekli, da jih je 10 naredilo vsa ta dela, potem smo naknadno ugotovili, da je tamle zadnji kvilt delo ene prekrasne skupine 8 ustvarjalk, tako da lahko mirno rečemo, da je vsaj 18 tudi ustvarjalk. In prav vse ste letos morale narediti svoje izdelke iz tkanine, poimenovane po blagovni znamki Tilda, ki praznuje 25-letnico svoje ustanovitve. Zakaj torej Tilda in kaj je Tilda? Sprva je bila to ljubka, čarobna lutka, ki jo naša Marina drži v rokah, ki jo je pred četrt stoletja zasnovala norveška oblikovalka Tone Finanger. In tale lutka, ki jo ima Marina v rokah, lahko rečemo, da je originalna, ker ima prav izvirni podpis avtorice, ki ga je Marina dobila na obisku v Avstraliji, ko sta se z ustvarjalko srečali. Torej, ideja Tone je bila, da vsakdo v življenju zašije svojo Tildo in vanjo vdahne del svoje duše. Danes pa je Tilda kot blagovna znamka sinonim za gumbe, trakove, dodatke, celo knjige, predvsem pa za tkanine. In kot rečeno, vsi izdelki današnje razstave so narejeni iz tkanin proizvajalca Tilda. Sicer pa ima kviltanje dolgo in bogato zgodovino, po znanih virih sega mogoče celo v egiptovske čase. Nekateri pravijo, da so prvi kvilti nekako najdeni v Mongoliji. Kakorkoli je že, gre za res zgodovinsko dolgo umetnost, ki pa naj bi v Evropo prišla tam v 11. 12. stoletju, sprva kot način združevanja koščkov blaga za potrebe oblačil in pokrival, nato pa kot umetniško izražanje s prefinjenimi vzorci in tehnikami. Še danes kvilti ohranjajo to svojo praktično vrednost, ob tem pa postajajo tudi prava umetniška dela, ki nosijo torej tradicijo, ljubezen in kulturno dediščino res različnih narodov vsega sveta. Ne glede na hiter tehnološki razvoj, ki ne gre v prid ročnim delom, pa popularnost kviltanja v svetu raste in tudi pri nas. Predvsem po zaslugi takšnih ekip, kot je Marinin Quilt Studio and More, kot se uradno imenuje, in pa njegove gonilne sile Marine Bila-Špuljič, ki že 3. leto organizira takšen sejem kreativnih idej, posvečen izključno umetnosti kviltanja. Svojo predanostjo, energijo in ljubeznijo do kviltanja nam odpira prostor, kjer se lahko srečujejo ustvarjalci, izmenjuje se znanje in izkušnje, ter s tem dvigujejo to obliko umetnosti na res neko novo, višjo raven. Marina s svojim studijem prispeva k temu, da ta unikatna obrt postaja del kulturnega utripa sodobne Slovenije in da se ustvarjalnost prepleta s tradicijo in današnjim časom. In seveda s tem nagovarjam tudi Marino, da nam danes ob otvoritvi te razstave poda tudi svoje sporočilo. Izvoli. Pozdravljene kvilterke, ki ste se nam pridružili naknadno, pozdravljene članice društva FAM. Predstavimo poleg kviltov tudi letošnja novost. Letošnja novost prihaja iz tovarne Bernina
tovarne kakovostnih ševalnih strojev in prav danes pred vami je Bernet 08, ki je prototip industrijskega stroja za domačo uporabo. Prvič pri nas in prvič iz tovarne direktno k nam. Vsekakor pa razstava kviltov iz blaga Tilda Fabrik, ki praznuje letos 25. obletnico z imenom Praznično sporočilo, je uspela. Ob tej priložnosti naj povem, da sva obe z Marino oblečeni v kreacije Almire. Moja je še posebej zapletena, ker je poln načrt in vzorcev, kar je bilo potrebno seveda ustrezno uskladiti. Ampak kot vidite, sem kar v redu, a ne? Ja. Jaz sem prav zadovoljna, moram reči. Ko sem zlezla vanjo, sprva izgledala, da jaz pa v to malo oblekico ne grem, oziroma krilce. Potem sem videla, da to pa je zelo lepo in da pravzaprav naredi postavo še bolj vitko. Marina ima pa predelano moževo srajco, ki ji je potem Almira dodala seveda tale prekrasen pas, uskladila gumbe in sploh je Marina zdaj zelo ker je popularno in dobro nositi seveda večje izdelke in možje pridejo v tem primeru prav.